Evo, nadaljeval bom s tem naročenim predavanjem o vokizmu, o prebujencih in cancel kulturi. V mojem ekspozeju oziroma tem naročenem predavanju sem doslej v prvem delu marsikaj povedal, 50 minut se je razvleklo, mislim, ta del bo malo krajši, sledil bo še tretji sklepni del. Zdaj bi rad povedal, da v ozadju so feministke. Te skozi terjajo neko prebujenje, revolucijo, tako rekoč. Pa so pa ravno feministke s tem črnim testosteronom, z Afroameričani pa gibanjem Black Lives Matter, dosegle neke družbene premike oziroma malo bolj markantno intervencijo v levo politiko. Zdaj, za feministke se ve, da so frustrirane, da so diskriminirane, tako se vidijo, da so diskriminirane kot po moških se zgledujoče ženske, že, mislim, odkar se zavedajo. Zdaj vemo, da je že v stari Grčiji je bila tam neka Ksena, pa da je bil tam otok Lesbos, pa tako naprej, tam so bile bolj možate, falične ženske. Potem pa tudi, ok, srednji vek ne rečem, ampak pa se je pa tam začelo sufražetstvo, Mary Wollstonecraft, pa potem, ne vem, Simone de Beauvoir, 80 let nazaj se je lotila Freuda oziroma psihoanalize. One se imajo za diskriminirane in ful trpijo in sočustvujejo z nekimi marginalnimi ali pa marginaliziranimi skupinami. Zdaj ta rasizem pa črnci, seveda so tudi diskriminirani, ampak oni so dejansko bili diskriminirani, mogoče so tudi še latentno, recimo v ZDA, zato ta Black Lives Matter 15 let nazaj je dobil krila. Amerika je zdaj tista, ki je s to woke prebujensko ideologijo zakoračila v svetovno politiko, zaznamovala levo politiko, posredno seveda tudi desno. Zahod, evropski zahod je zgledujoč se po Ameriki, po tistih tamkajšnjih ameriških feministkah, recimo Judith Butler, tam je bila 4. pekinška konferenca o ženskah, mislim, da 95. leta, tam so tečnarile, Hillary Clinton je imela tam govor, prevarana takrat, Judith Butler, militantna lezbika. Se pravi, feministke vse skozi tečnarijo, zadnjih 70-80 let, pa toliko bolj, ker imajo Simone de Beauvoir pa njen drugi spol za biblijo feminizma. Ideologinja feminizma bi bila lahko, tako bi jo lahko gledali, Simone de Beauvoir, lezbika, militantna lezbika, ne partnerica Jeana Paula Sartreja, ampak kar militantna lezbika. Te muškobanjaste žene, se pravi te moškinje, možače, se same sebi smilijo. Seveda to delajo v objemu nekih nezavednih procesov in potem prijateljujejo z anarhisti in podobnimi marginami ali pa kulturniki, sodobni kulturniki, neumetniki, pseudo, kvazi, antiumetniki, so tudi njihovi pajdaši. To vse gravitira v Ameriki na demokratsko stran, sicer pa tako na levo stran. Potem je to znamenito LGBT gibanje, LGBTIQ+, pa ne vem kaj še vse, zdaj so še transi zraven, ta sprememba spola, pač medicina je napredovala, plastične operacije, sprememba spola, preuranjena sprememba spola. Tukaj so testosteronski geji in možati in tudi feminilni, imajo nekaj več te testosteronske podstati in so bolj udarni lahko, so pa tudi frustrirane, osebnostno so zaznamovani, gre za ranjene duše. To je zdaj ta poudarek moj, ranjene duše, ki pa vendarle
so družbeno aktivni in so v preteklosti že pomagali speljati določene upore, ki so bili mogoče pa tudi koristni za družbo, recimo na področju pridobivanja pravic delavcev, recimo do 8-urnega delavnika ali pa 42-urnega delavnika pa tako naprej. Geji in lezbike so bili vedno aktivni, družbeno aktivni zaradi svoje frustracije, ampak včasih, ko so pa brcali v temo, pa je v tej temi včasih pa tudi kaj bilo, tazga družbeno koristnega. Zdaj to, da se vse to pozicionira na levo politično sceno, to se ve, se pravi desnica v Ameriki so demokrati, levica so demokrati, desnica konzervativci, pa republikanci. Zdaj ne bom se ne vem kako ponavljal, ker sem ogromno teh antifeminističnih traktatov zapisal v svojih 2 knjigah. Tlele bi pa rad ta volkizem pač povezal s tem feminizmom, ki je v nekem ideološkem jedru. Ideologinje tega volkizma, prebojenstva so potihem, so dejansko feministke. Zdaj, kot ranjene so pa nastale v otroštvu, obvladuje jih frustracija. Na krilih te frustracije se zapodijo v družbo tudi na nespodobno, pa ponesrečen način, zapodijo se, ko svinja obuče, ponavadi rečem. In pri teh lezbikah, pa tudi pri gejih, pa transih recimo, ne gre za spodletelo njihovo neko spolno usmerjenost. Samo po sebi to ne bi bila problematična, če ti, ki imajo malo, naj rečem, motnje v spolni identiteti, oni imajo paketno zaznamovano psiho. Imajo tako imenovane, reče se v psihiatriji, pridružene bolezni, pridružene osebnostne motnje, bi rekel, neko pridruženo patologijo. Ponesrečeno otroštvo jih v primarni družini, mimo spolne zlorabe, če se je zgodila, ponesrečeno otroštvo zaznamuje celotno psiho. Kulminacija je motnja spolne identitete. Veliko psihične nesnage, ki prebiva v potlačitvenih depojih, v nezavednem, se gomili recimo v lezbikah, v feministkah. Tudi uradno heteroseksualne ženske so feministke, imajo neko spolno frustracijo, zaznamovane z očetom, morda spolno zlorabo, in potem zaradi nezavednih procesov, pa te tempirane bombe, ki prebiva v njihovem nezavednem, napaja pa se iz oidipalne scene, z kastracijskega obdobja navadno, oziroma celo obdobje teh feministk je spodletelo v primarni družini, imajo težko otroštvo in potem se družbeno angažirajo, večinoma v teh modernih časih, ker rekel, nespodobno se angažirajo, družbeno škodljivo se angažirajo, ker ko brcajo v temo, zdaj so se spravili na belega moškega, v objemu zavidanja penisa, in o tem tudi malo govorim tudi v nadaljevanju, ravno o tem belem moškem, na katerega so feministke tako alergične. Torej, v tej luči povedanega, doslej povedanega, ni čudno, da so te volkisti, prebojenci, prebudili so se iz neke spokojnosti ali pa umirjenosti v nekaj popadljivega so se prebudili. In so se zdaj začeli zaganjati v nosilce bele kulture, se pravi belega moškega, ki pa je v resnici na ljubo paradni konj zahodne civilizacije, zahodne kulture. Zdaj, kakšna je ta zahodna kultura, te je diskutabilno, ima tudi segmente, ki so neetični ali pa ki bi jih bilo treba malce popraviti, korigirati, ampak ta bela kultura pa vendarle je zaradi paradnega konja, belega moškega,
na katerega so tako alergični te volkisti oziroma feministke. In tega belega moškega odkrito napadajo. Epicenter, rekel, zaletavanja v jedro zahodne kulture je beli moški v tem volkističnem kontekstu. To se lahko reče beli moški srednjih let. Beli moški srednjih let so tudi največji konsumenti pornografije pa paradigme OnlyFans, ali pa tudi prostitutke največ te koristijo. In tega belega moškega volkistke, feministke želijo kriminalizirati na neki točki, ali pa saj pod narekovajem rečeno, oziroma ga kastrirati, ne? Simbolno kastrirati. Kaj kastracija pomeni, teoretsko pač zdaj ne bom razlagal, ne? Banalno rečeno, hočemo kurca z jajci vred odrezati, ne? Ampak na simbolni ravni. Gre za frustrirane feministke, ki to počnejo, ne prednjačijo one, in to počnejo nezavedno motivirano, na krilih svoje psihične frustracije. Zdaj feministke, jaz sem že zdavnaj rekel, da to biti feministka, to je diagnoza. Zdaj, če bi dajali v Diagnostic Statistic Manual ali pa v MKB, mednarodno klasifikacijo bolezni, bi moral feministka biti svoj faktor bi morala te imeti. Tako so zmotene profeministične ženske, profeministične. Tiste najbolj udarne feministke, ki so po eni strani zelo aseksualne v seksualnem smislu, ali so pa prav lezbične, zaradi večinoma zamer do očeta ali pa spolne zlorabe. Se pravi, jaz se imenujem feministke kot ženske, ki rabijo ali pa ki imajo diagnozo. Ne. Zdaj mali tu retorično, tudi za psihoterapeute sem rekel, biti študent psihoterapevtskih teh nekih univerz, recimo univerze Sigmunda Freuda, če ste tam ti študent, to je diagnoza. Biti študent univerze Sigmunda Freuda, to je diagnoza. Ali pa biti psihoterapeut, mogoče psihiater, psiholog, je tudi po svoje retorično rečeno diagnoza. Svoj čas, ko sem jaz bil bolj v športu, pa v sociologiji športa, sociologiji družbe, te kulture, si nisem glih želel biti psihoterapeut, niti svetovalec, čeprav sem se delal pametnega, ampak zdaj pa sem psihoterapeut, pa ne zato, ker sem tako ranjen, ampak zato, ker čutim, da je moje znanje dobrodošlo tudi v tem ožjem psihoanalitičnem smislu, v psihoterapevtsko-svetovalnem smislu. Ne. Zdaj pa sebe pa nimam za nekega pacienta, ki sem podlegal psihoterapeutiki. Skratka, v ozadju feminističnega angažiranja, tudi v kontekstu woke ideologije, je zavidanje penisa. To je nezavedno, je oidipalno koncipirano. To sem 100-krat povedal, 1000-krat. Seksizem je zame delanje razlik med spoloma. Je tudi jedro vokizma, je zame plemenita kategorija. Se pravi, biti seksist je nekaj dobrega, delati razlike med spoloma. Jaz imam Venero v levu, se pravi najvišjo stopnjo ljubljenja žensk, ampak delam razlike med spoloma. Razlike med spoloma so plemenita stvar. Jaz sem toliko zadet ženskami, da jih tudi ne upam, ker tako, če je preveč lepa, jih ploh ne upam gledati, kaj je preveč. Se mi kar not neka tema naredi, oziroma bežim. Tako da imam najvišjo stopnjo ljubljenja žensk, nisem mizogin, to, kar mi očitajo. Ampak sem pa proti ideologiji feminizma. Feministkam, lezbikam, če se obrnejo na mene, so profeministične in jaz pomagam tudi gejem, tudi transom, da ne bo pomote. Ampak družbeni angažma v kontekstu woke ideologije je pa nekaj slabega. In proti tem se pa jaz pa borim, recimo kot kritični mislec. Te prebojenci boljš bilo, da bi spali, da se ne bi nič prebudili, ker se jim prebudi ta njihova patologija. In s to patologijo potem pohabljajo družbo. Njihova intervencija ni plemenita. Tu in tam, ko brcajo temo, je tudi kaj plemenitega. Kakšne, recimo, feministke pedofile za jajce objesle, tu bi rekel še malo plemenito. Čeprav jaz tudi
pedofilom probam pomagati, ne? Če se lepo nedožno obrne name, jim še povem, ne? Če jaz slučajno gotovim, da se tam okoli fantkov, tam recimo gejevski pedofili potikajo, ne? To jim zapretim jaz s policijo, ne? Zdaj te heteroseksualni pedofili, s temi pa še nisem imel, oziroma ne vem, da bi bili pri meni. Sem me že vprašal, če so pedofili, pa sem pa videl, kakšne porniče gledajo, ne? Rekel, neke odrasle babe, sem rekel, vas sam skrbi, da bi bili pedofili. To, da se moškim dopadajo mlade ženske, ne? Je lahko tudi še v puberteti, sem zgleda pa ko 30 let stara seks bomba, ne? Stara pa 17 let ali pa 16. Če se ti dopade, to ne pomeni, da si pedofil. Pedofili so nevarni, če so tam predpubertetnice za njih zanimive, ne? Ali pa fantki, če so gejevski pedofili. Skratka, delanje razlik med spoloma je nekaj plemenitega, zato se jaz zavzemam, pa imam razsodno moč, pa moralno razsodnost. Zdaj, biti antifeminist, to ni nek konstrukt neke mačistične ideologije, falocentrične kulture, kot rade rečejo feministke. Jaz sem antifeministka, ampak jaz bi rad družbi pomagal, da spleza na zeleno vejo, tako da se ne kastrira moških, to, kar delajo feministke, na latentno nezavedni ravni. In zato sem pisal te knjige. Ena zadnja je tale Prvi spol, še prej je bila O spolu, modra, taka, ampak modra, O spolu 2011 sem to napisal. In borim se s to knjigo proti Simone de Beauvoir in njenemu drugemu spolu. Njen drugi spol, 2 let ga je pisala, od 47 do 49. Njen drugi spol je Biblija feminizma. Simone de Beauvoir, militantna lezbika. In skozi to knjigo se je upirala Freudu oziroma psihoanalizi in se lotila ravno Oedipovega kompleksa in zavidanja penisa. Kot nekaj absurdnega. V resnici pa sama bila čisto obsedena s tem, da ne predstavlja svojemu fotru sina. Fantazma v ozadju teh profeminističnih žensk, tudi lezbik je, ljubi očka, poglej me, čisto sem podobna sinu, ki ga nimaš. Imej me rad, če tudi nisem tvoj sin. Sem pa sin in ja. Paparata feministka. In foter od Simone de Beauvoir je rekel, da ima 2 hčerke, ena je bila slikarka, Simone de Beauvoir pa je ženska z moškimi možgani. Tako je rekel, ne. Se ima dobro tudi knjigo o staranju, ne. To je bila eksistencialistična filozofinja, na podoben način kot Sartre, ampak to je toliko škode naredila družbi, s tem drugim spolom, pa nam se pa kuje v zvezde, ne. Najbolj Eva D. Dolar, Bahovec, ne. In pa se pa zmrduje, češ, zaradi vode, pa sem pa jaz v službi diskreditirana, pa imam nižjo plačo, to so mi povedali študenti. Se mi je razkrila, da je vode pa tok tečnari proti njej. Ona je bila pa mentorica na mojem prvem magisteriju, so mentorica, ne. Kakorkoli že, ne. Se pravi, ta prvi spol, ki sem ga jaz napisal, sem ogromno, rekel, teh volkističnih traktatov pisal, ampak to je bilo 2019. Jaz nisem govoril o volkizmu, ampak zdaj, ko govorimo o volkizmu, moram povedati, da je feminizem ideološko jedro predstavlja, ideološko jedro volkizma, kljub temu, da imajo Black Lives Matter tam v manifestnem prvem planu, čez da se je tudi takrat začelo. Ne, volkizem se je začel, ok, v Afriki, pa upor tistih črncev tam, ampak volkistke so od vsega začetka že feministke, oziroma še prej sufražetke. In ta volkizem, po mojem videnju, pohablja civilizacijo, kulturo pohablja. In volkizm je derivat feminizma. Je ena, rekel, militantna, psihotična ideologija, ki ni koristna za družbo. Zato pač sem pristal na to, da posnamem tole predavanje o volkizmu, o prebujencih, o cancel kulturi, ker to je pa
akcijski načrt, skenslati vse, ki ne mislijo tako, kot mi mislimo. Zdaj pa to, nekdo to ve, jaz sem pa še ta testosteron in kontra točem. Jaz to vem, rekel, 30 let zadnjih feministke pohabljajo slovensko družbo in jaz to vem in moralno prav je, da sem se angažiral z vsemi temi knjigami pa družbenimi angažmaji, če tudi sem spotikam na vsakem koraku, ne smem v mainstream medije že 15 let, že 2-1 sem jaz rekel, lezbike ne smejo biti umetno oplojene, 2-1 na tistem referendumu, pa sem bil član LDS-a še takrat, se pravi, imam srce na levi, sem tudi liberalen pogojno, kljub temu, da zdaj sem pa totalno konzervativen zaradi infiltracije psihoanalize v moj svetovni življenjski nazor. Skratka, tale Trump, ki ukinja volkizem v Ameriki, ki vpeljuje nazaj 2 spola, to je, mislim, za mene zelo trezna njegova odločitev, zajebal je Biden, sem že povedal v prejšnjem predavanju, Biden je zajebal pa Kamala Harris, ki je nadaljevala tako, odzem pa imela isto politiko kot Biden, ki on se omaknil tej senilnosti, ampak Trump je pa tudi en gelipter, ki se ga jaz osebno zaradi tega, ker znam profilirati, ima to egomanijo preveliko, ta patološki narcizem ima malo prevelik, oziroma patološki. Ni glih patološki narcis, je pa narcistično ranjen na način, da njegovo moralno razsojanje Trumpovo ni glih, rekel, spoštovanja vredno, preveč bab je zamenil. Bom rekel, njegov sex life je bil spuščen s ketne, naša Melania ga malo umirila. Pejte gledati ta film o Trumpu. Se Trump je jezen na njega, ampak ene stvari so tam kar dobro nakazane, kakšen Trump v resnici je. In jaz se malo bojim, če bo pretiraval s temi aneksijami panamski prekop, recimo Grenlandija, Kanada, ti apetiti so mogoče bumerang na to, kar Putin dela tam po Ukrajini. Pustimo zdaj to. Trump je konzervativni demokrat, bi se rekel, tako sem jaz, recimo, levi konzervativec. On je pa konzervativni demokrat, je liberalec, ampak je konzervativen v tem nekem mačističnem smislu in zna biti nevaren. Ampak ta comeback Trumpa je pa zagrešil pa ravno Biden s svojimi nebulozami iz registra prebojenstva, volkizma.